Dober dan, kako ste preživeli vikend? Ste kaj pometli, posesali, naredili v bistvu takšno čiščenje doma? Pa veste, da bi morali kdaj dom ščistiti tudi kakšnih negativnih energij. Rituale energijskega čiščenja so domala poznale že vse religije, čeprav mogoče največ tehnik poznamo iz vzhoda. In kako si lahko pomagamo že sami doma, da se bomo bolj prijetneje počutili. Današnja tema bo torej sila zanimiva za vse tiste, ki želite imeti harmonijo v svojem domu. In tako je z nami gospod Andrej Lesjak. Dober dan. Dober dan. Torej, že tako uvodoma sem uporabila takšno posebno santos palčko, Ja. Z njo že lahko nekako poskrbimo za čiščenje prostora. Tako, to je ena od metod, s katero lahko tiste energije, ki se nam naberejo preko dneva, bodisi tiste slabe energije, ki jih prinesemo iz službe, od kod drugot, recimo iz trgovine, iz zdravstvenega doma, ali pa ki jih prinesejo s sabo obiski, lahko nekako očistimo iz našega domovanja. To se bomo pol danes točno vse naučili, Tako. kako lahko to izvedemo doma, da bo v bistvu tudi konstruktivno, da bo zadržalo, da bomo samo kar nekaj na pamet delali. Ja, to je namen, da potem tudi drži. No, ampak že namen je v bistvu svojstven, tako dober, ampak je res, da v bistvu v prostorih puščamo svoje odtise, Tisti, ki je senzitiven, lahko že kar hitro zazna, če so se doma kdaj prepirali, Ne samo to, vsi mi imamo neke zaznave, ki so pri nekaterih bolj izražene, pri nekaterih manj. Večina ima zaznave v smislu, da ve, ali se je zgodilo nekaj prijetnega oziroma neprijetnega. Tisti, ki so pa nekako razvijali te svoje zaznave, vam znajo pa tudi povedati na nek način, kaj se je bodisi pozitivnega, bodisi negativnega zgodilo. To so osebe, ki so dejansko v stanju čutiti čustva drugih oseb, rečemo jim empati. In ko greste recimo vi mimo in ste slabe volje, oni to začutijo. Ja. Ker mi na nek način sevamo nek energijski vtis te slabe volje, ki ga te osebe zaznajo. Ja, in ko govorimo v bistvu o prostoru, katera pa so v bistvu tista problematična mesta? Zdaj, kar se tiče problematičnih mest, jih lahko razdelimo na dva dela. En del so tista mesta, kjer mi recimo spimo. Spalnica je eno, ali pa otroška soba, kjer pač prebijemo dosti časa. Ja. Mi spimo 8 ur ali več. In če spimo v prostoru, ki energetsko ne ustreza, se nam lahko začnejo pojavljati določene težave. To so kaj? Nespečnost ali še kaj drugega? Nespečnost, lahko se zgodi, da postanemo vzkipljivi, čeprav po naravi nismo taki, da dejansko privzamemo neke vzorce obnašanja, ki niso naši. V končni fazi lahko tudi normalno spimo, vendar nismo spočiti zjutraj in se nam potem to jasno seveda tudi nabira. Ste slišali, torej, če ne spite dovolj dobro, če čutite, da ste vzkipljivi, ni tukaj samo stres tisti, ki na to deluje, ampak mogoče bi se bilo potrebno posvetiti prostoru, torej to je današnja tema, Tako, kar pomembno je, da prostor, v katerem bivate, je za vas prijeten, mora biti za vas prijeten, vi se morate v njemu dobro počutiti. Drugi aspekt teh prostorov, ki so nekako kritični, so pa prostori, kjer mi na nek način imamo velik ali pa večji pretok ljudi, to so kakšna dnevna soba, jedilnica, kjer pridejo obiski. Tudi obiski sabo, ne samo mi, ki stanujemo v tej nepremičnini oziroma stanovanju v hiši, ampak tudi obiski s seboj prinesejo neko energijo. Ja. Včasih dobro, včasih slabo. In tudi to je treba občasno čistiti. Ampak zdaj sva govorila tako o prostoru. Kaj pa, na primer, veliko ljudi živi v podnajemnih stanovanjih, Potem imamo tukaj verjetno kakšne, stanovanja, hiše, ki so na določenih mestih, ki se je karkoli dogajalo, pa ne vemo. Zdaj, tukaj je več možnih recimo problemov, ki se nekako lahko pojavijo. Eno so vsekakor najemniška stanovanja, ker ne vemo, kaj se je prej dogajalo. Ja. Smiselno je nasplošno, da mi bodisi, ko vzamemo stanovanje v najem in se vselimo, torej pred vselitvijo, da tako kot očistimo stanovanje fizično, poskrbimo tudi za energijsko čiščenje. Seveda isto velja tudi za nepremičnino. Če smo mi kupili hišo ali pa stanovanje, je smiselno, da preden se vselimo, počistimo ta prostor tudi energijsko, ne samo
bom rekel tisto, da pride malar, pomala, Da je vse lepo. počistim tako. Tako da, danes se bomo torej naučili, ne, kako si lahko sami pomagate in kako lahko ščistite dom. Če pa vas zanima na splošno, kakšne energije bodo v tem tednu, pa lahko izkoristite svetovalke kozmike na 6116, lahko pošljete samo besedo teden, 2 sporočili sta brezplačni in tako lahko vidite, kaj se vam bo že na splošno dogajalo, glede na to, da v bistvu ima vsak dan, vsak teden tudi svojo energijo. Torej 6116, beseda teden. In ko sva govorila o teh prostorih, jaz pa vem eno zgodbo. Namreč v centru mesta je že gospa rekla, tukaj lepa delajo novo trgovino, sigurno ne bo uspešna. Pa sta tako, zakaj pa ne? In reče, zaradi tega, ker v tej hiši je bila včasih mučilnica in nobena trgovina še ni obstala. Vem, ker sem že dovolj stara in spremljam stvari. Kako je zdaj s tem? Ja, dejansko, taki prostori so problematični, ker vse, kar se je dogajalo v nekem prostoru, včasih celo prednje je bila stavba zgrajena na tistem zemljišču, pusti nek energijski pečat. Ja. Ali vtis, če hočemo tako reči. In ta vtis ostane tudi, ko mi sezidamo stavbo na tem zemljišču. Zdaj, če je bila stavba že narejena in so se v njej dogajale travmatične zadeve, torej, da je bila mučilnica, saj lahko je tudi kaj manj dramatičnega, lahko je recimo, ne vem, da je par generacij nazaj bilo v tistem stanovanju kakšna zloraba ali pa kako nasilno dejanje, Bog ne daj kakšen umor. Vse to pušča nek energijski vtis, ki vpliva jasno na tiste, ki so bolj dojemljivi bolj, na tiste, ki so manj dojemljivi manj, ampak tudi na tiste, ki so manj dojemljivi, vpliva, samo da se tega ne zavedajo. Aha, zanimivo. Torej, potem pa je potrebno čiščenje. Verjamem, da je seveda nekaj, kar je profesionalno čiščenje, tistih ljudi, ki bolj zaznavajo te energije in ki to naredijo veliko tako bolj globje, ali se lahko zdaj z gledalci tudi naučimo, če so že mogoče za vikend počistili stanovanje, kako lahko zdaj še energijsko prevetrijo in da se bodo prijetno počutili. To osnovno čiščenje, ki nekako odstrani te vsakodnevne energije, ki jih mi bodisi prinesemo sabo, ko smo zunaj stanovanja, ali pa jih prinesejo not obiski, lahko čistimo bodisi tako, da prekadimo prostor, zato lahko uporabimo Palo Santo. Tako. Razumem. Ampak to je dovolj ali kako? Se moramo kaj prej pripraviti, preden začnemo? Dovolj je, da za tako čiščenje je dovolj, da smo mi nekako umirjeni in pri stvari. Torej, ne da ko to delamo, mislimo, ne vem, na to, kaj moramo v službi vdati jutri, ker imamo nek projekt, ki zapade ali kaj podobnega. Ja. Tako da je dovolj, če smo skoncentrirani na to, kar počnemo. S tem, da pri tem prekajevanju je treba poudariti, da je zelo pomembno, da smo temeljiti tudi po kotih. Po kotih? Po kotih, ja. Namreč tam se zna energija zadrževati. Če nimamo Palo Santo, lahko uporabimo takšen svitek žajbla. Ali pa domače imate ali domači žajbelj tudi lahko. In isto tako prekadimo. Ja. Če nimamo žajbla, lahko uporabimo tudi cedro. Ja. Druga varianta je pa zvokom. Torej, bodisi ropotuljica, lahko je zvonček, lahko je boben. Vidim, da ste ga prinesli. Tako. Lahko so tudi te tibetanske sklede. Ja. Kaj pa ploskanje po kotih? S ploskanjem je tako, da namreč pri zvoku, ko delamo, nam je čisto zvoka pokazatelj, ali je tam neka energija, ki je zastala ali ne. Aha, to pomeni, ko se mi približamo kotu, če bi tako naredili, če bo zadonelo, je v redu, če je čist zvok, je v redu, če ne moramo toliko časa ploskati, da to razbijemo. Pri ploskanju je problem, da ponavadi ne ploskamo vedno enako. Medtem ko zvonci in ropotulica ali boben zvenijo vedno enako. To pa pomeni kaj? Tako da je lažje. Aha, razumem. Kaj pa potem sol? Sol je pa groba, ne? Tako, groba morska sol, nejodirana, je preventivni ukrep. Namreč sol nase veže negativno energijo. In če imamo mi nek prostor, kjer imamo, bom rekel, obiske, ki so pogosto negativne, prinašajo sabo neko negativno energijo, ali recimo tudi v pisarni, v končni fazi, če imamo sodelavce, ki so nekako bolj negativno nastrojeni, imamo lahko na svoji mizi stekleno posodico,
Tako. z soljo. Aha, in lahko rečemo, da je v bistvu dekorativno za tiste, Točno tako. da nas ne gledajo čudno. Točno tako, vendar je treba vedeti, da odvisno od tega, koliko je teh negativnih energij v prostoru, če jih je več, je treba to sobo bolj pogosto menjavati. In vržemo zmeraj proč, ne? Tako, WC recimo. Pa damo svečko gor z namenom? Ni potrebno. Ni potrebno? Ni potrebno. Samo sol? Samo sol. Tukaj mogoče ena zgodba, ne? Namreč pred leti so bile zelo popularne te solne svetilke. Ja, lučke, ne? Tako, te solne lučke, ki so, jasno, ko so bile v prostoru, pobirale negativno energijo, pa smo pa mi lučko prižgali Ja? in smo Pa je vse res sevali nazaj v prostor. Ja, in kaj zdaj? Ja, imejte svetilko, pa je ne prižigati. Ampak potem pa ni isto, ne? Ker pač Absolutno. poskrbi za prostor. Ne, če je prostor energijsko čist, to ni problem. To ni problema. V redu, zdaj se pa naučimo torej, kako si lahko ščistimo prostor. Ali moramo začeti, govorimo zdaj, če ste v hiši, moramo začeti s kletjo na gor, ker energije vemo, da ko ploskamo oziroma jih spravljamo, gredo više, ali lahko začnemo pač, kjer imamo čas. Ne, kjer imamo čas, jaz ponavadi začnem vedno pri vhodu in gledam, da temeljito pokrijem celotno nepremičnino. Namreč te energije, ko pridejo v prostor, se tam na nek način zasidrajo. Ja. In ostane tam. To niso neke potujoče energije, ki je danes recimo v dnevni sobi, jutri jo bomo našli v spalnici, pojutrišnjem v kuhinji. Ne, to se tam nekako zasidra in tam ostane. Tako da, ko pridemo do prostora in ga očistimo, smo naredili svoje. Poseben primer so potem težji primeri, ko imamo kakšne načrtno poslane energije, če se lahko tako izrazim, pa entitete. Načrtno poslane energije? Ja. Kaj pa ste to zdaj rekli? To so lahko elementali, tudi urok je v končni fazi neka energijska tvorba, če smo se nekomu zamerili. Ampak, če pa pravijo, da v bistvu ta energija, ki nekomu drugemu privoščimo, udari nazaj na nas, zakaj pa bi to nekdo izvajal? To je tema, ki bi zaslužila svojo oddajo. Črna, bela magija. Definitivno. Aha, no, v redu. Torej, začnete pri vhodu. Ali, zdaj pa sem prebrala na internetu dve možnosti. Nekdo piše, da moramo čisto zapreti vrata, pa pač potem odpreti, ko končamo, druge pa, da naj imamo vse na stežaj odprto, pa še voda da teče. Kako naj ljudje vedo, kaj je pravilno? Jaz ne uporabljam nič od tega. Ponavadi je smiselno, da se prvo prostor fizično očisti. Torej, če je kakšna nesnaga v prostoru, se jo umakne, se posesa, se prezrači prostor, če še kaj prahu ostalo not, in potem se začne z energijskim čiščenjem. Zdaj, če boste delali sami, bodi si z zvokom, bodi si z prikajevanjem, lahko začnete na vhodu in greste skozi vse prostore. Ko imejte vrata odprta, ko ste nek prostor zaključili, zaprite vrata bolj zato, da vi veste, kaj ste že vse naredili, kje ste bili in da ste dejansko šli vsak prostor temeljito. Recimo, mi imamo prostore, kjer imaš dvojna vrata, torej vhod na eni strani, izhod na drugi, zato je smiselno, da ta vrata za sabo zapiramo, da vemo, kje smo že vse bili. Lahko nas tudi pokličete v studio, če želite, imate kakršnokoli vprašanje. Ni nujno, da v bistvu vprašam točno to, kar bi vi želeli izvedeti oziroma vprašati našega gosta, tako da zmeraj nas lahko pokličete, oddaja je v živo. Ampak, ko ste rekli, ščistimo prostor, da si predstavljamo, v redu, rekli ste, lahko uporabimo cedro, žajbelj, v bistvu santo spalčke ali pa sol. Sol imamo v prostoru skozi, ta dejansko deluje preventivno. Kako pa je s tistim, ki pač lahko imaš svečko, pa prižgeš, pa v bistvu hodiš za svečo in soljo? Različne tehnike? Različne tehnike, jaz osebno nisem bil navdušen nad rezultati te tehnike. Tako. No, kaj pa potem? Zadostuje za naše gledalce. Seveda govorimo zdaj, da se bodo prijetno počutili. Tako. Torej, zadostuje samo kaj? Da gremo s to palčko takole pač kot li? In prekadimo dejansko cel prostor. Torej, če je to recimo nek prostor, neka soba, da gremo recimo prvo vse okoli in potem še cel prostor vmes, da dejansko pokrijemo cel prostor. A moramo prej zmeditirati, prositi kakšno vodstvo oziroma pomoč? Ne, dejansko moramo biti samo osredotočeni na to, kar delamo.
In kaj, potem nam ni potrebno nič govoriti, ne vem, zapusti energija, ta dom. Ne. Poglejte, zdaj ste mi pa zmešali štrene, če se tako izrazimo. Ampak veste, kaj je toliko tehnik, ne? V bistvu, ko se greš enkrat poglabljati, ne? Nekdo piše tako, nekdo tako, ne? In potem je vprašanje, a je potem samo važen namen ali je pač važno, kako to izvedemo. Kako pa vemo, da smo dobro očistili prostor? Zelo enostavno. Ja? Vsi mi zaznavamo neko energijo. Zdaj eni bolj, eni manj. Ampak večina ljudi, s tem, da pod večina mislim nekako 95%, opazijo izboljšanje v prostoru. Tisti, ki pa so bolj nejeverne sorte, recimo nejeverni Tomaži, pa lahko še vedno uporabijo nihalo, če ga znajo uporabljati. Če so nejeverni Tomaži, potem še to ne bodo uporabljali, ker jim je vse... Tako da se da tudi izmeriti z nihalom. Ali torej boljše počutje je že... Je že takoj pokazatelj za te energije. Pa s temi energijami bi morali potem narediti tudi kakšen proces transformacije? Zdaj, te negativne energije, ki jih tukaj očistimo, se transformirajo na nek način same, ne? Ko mi izvajamo to prekajevanje ali zvok oziroma jih razbijamo na te, lahko rečemo, nekako sestavne energije ali osnovne energije. Kar se pa tiče bolj neprijetnih energij, o katerih so prej govorila, tam je pa potrebno dejansko videti, ali gre za neko naravno ustvarjeno energijo. To so potem entitete, ki jih mi srečujemo v končni fazi. Za angele so vsi slišali. Ja, smo že imeli tudi temo v oddaji. Tako, no, to je, bi lahko temu rekli, neka entiteta. Take energije, angelske energije mi ne moramo transformirati. To je isto, kot če bi vas nekdo transformiral v nekaj drugega. Zanimivo. Tukaj bova... Medtem ko, kar se pa tiče umetno ustvarjenih, jih pa nekako razgradimo na te sestavne dele. A je tole zdaj meni povzročilo solzenje oči, tale dim? Ne vem. Sicer pa ne, če že govorimo o očiščenju prostorov, važno in govorimo tudi o energijah, pomembno je tudi seveda, kako je mogoče planetarno vse skupaj tudi na nas vpliva, ne? Luna, astrološko znamenje, v bistvu same planeti, ne? Tako da lahko tudi pošljete SMS sporočilo z besedo teden na 6116 in tudi vidite, kaj vas čaka ta teden, in si lahko tudi s tem pomagajo. Torej, rekla sem ta transformacijo. Kaj pa je to potem podpora domu? Torej, da to čiščenje, ki smo ga izvedli, tudi zadrži. Koliko časa drži? Zdaj, odvisno od tega, kaj se je tam dogajalo, kakšen prostor je to in kako mi skrbimo zanj. Recimo, če vi vzamete neko trgovino, kjer je pretok ljudi velik, je treba redno, bom rekel, skoraj vsakodnevno čistiti, bodi si z temi palčkami, bodi si z zvokom, na enega teh načinov. Zdaj nas gledajo doma, pač tisti, ki so doma. Torej, koliko časa pogosto naj čistijo svoje domove? Ponavadi enkrat na teden ali enkrat na 2 tedna. Če imajo več obiskov, enkrat na teden, če ne, enkrat na 2 tedna. Koliko časa to potem zdrži? Ali bi morali dati podporo, kakšen namen? Zdaj, oni podpore po moje ne znajo dati. Ste to ljudje, ki se s tem ukvarjate, ne? Tako, to delamo ljudje, ki se ukvarjamo z energijami, ki imamo malo bolj poglobljeno znanje in poznavanje teh energij in, če se lahko malo tehnično izrazim, izdelamo neke energijske konstrukte, ki podpirajo določene energije potem v prostoru. Recimo, če mi dva vzameva eno jedilnico kot primer, tam je smiselno, da imamo neko energijo harmonije oziroma ljubezni. Torej, da se ne pričkamo za mizo. Po drugi strani je pa en fotelj v dnevni sobi namenjen regeneraciji. Torej, če imamo mi energijsko podporo, ki nam nekako podpira regeneracijo ali počitek, je to za nas dobrodelno. Ali lahko v bistvu že damo podporo samim orgonitom? Deloma tudi. Orgonit dejansko usmerja energijo in jo razširja po prostoru. Podobno kot če bi mi naredili s kakim ustreznim kristalom, kako večjim. Ponavadi so to večje geode ali... Kamena strela večja? So mora biti večja. Kamena strela je, bom rekel, rahlo problematična zaradi tega, ker okrepi energijo tudi drugih kristalov.
Aha, čakajte, kamena strela okrepi? Tako. Kaj pa to potem pomeni, če smo dali pač za prostor, da se dobro počutimo? Ja, dovaja energijo not, Ja. ampak če damo mi recimo kameno strelo pa še en kristal zraven, kamena strela okrepi delovanje tistega drugega kristala. Kaj pa, če imamo organit, pa mogoče še kje kameno strelo? Imamo klic, a si lahko lepo prosim samo denete slušalko, tukaj ste si jo dali. Dober dan, lepo pozdravljeni. Ne slišim režija, samo naš... lepo pozdravljeni, se slišimo, dober dan. Ja, dober dan. Jaz bi pa gospoda lepo vprašala, kako recimo očistiti energijsko kote, ko so zasedeni, ko imajo, ne vem, omare, ko so omare, se ne moreš to kar naprej. Poglejte, če imate vi omaro v kotu, ne, torej do stene, bo tudi energija ponavadi, v tem primeru greste nad omaro. Kaj pa, če je previsoko? Nad omaro. Nad omaro, torej tisti prostor med omaro in stropom. To se da. Tako. Ker če imate omaro do stene, tudi energije tam od zadaj ne bo. Lahko pa odprete omaro, pa tudi malo notri pokadite. Hvala lepa. Torej, Prosim. tehnike smo pa vam povedali, ne? V bistvu sva bila z gostom dovolj razumljiva, tako da veste, kaj še narediti. Torej, sol, ni potrebno svečke, kakor kdo. Hvala lepa za klic. Če želite, nas seveda lahko pokličete, imamo še približno 10 minut oddaje, tako da če je kaj takšnega, kar nismo povedali. Torej, če gospa, na primer, ima kakšen zvonček doma, lahko tudi v omari notri podcinglja. Seveda. Odpre omaro. Kaj pa je potem s to soljo, ki se da, ko končamo, ne vem, pred vrata ali pač pred okno, da zadrži energije, je to potrebno? Zdaj, če bi hteli v tem smislu uporabiti sol, bi dejansko potegnili črto, da zapremo prostor za te energije, oziroma če nismo na neki, bom rekel, izpostavljeni lokaciji, energijsko gledano, je dovolj, če imamo v prostoru skledico. Ni treba dajati soli na okno. Če pa imate pred vhodnimi vrati in kdo pride, pa reče, da je proti mravljam. Recimo. A ne, da ne vsem ne razlagamo, ne, kaj smo počeli. Čeprav so kumare bolj učinkovite. Olupki od kumar. Kumare? Olupki od kumar. Ste slišali, če boste delali kosilo, imeli olupke od kumar, kaj z njimi naredimo? Tam, kjer imate mravlje, date olupke. A je za mravlje, mislite? Ni pa. Sem mislila, da kaj pomaga pri energijah in čiščenju. Torej, prej sva govorila o sami energijski podpori. Ostali ste tam pri kameni streli in potem, če v bistvu dodamo še en kristal zraven. Tako okrepi delovanje tega kristala, s tem, da kamena strela je ponavadi vedno v neki obliki, ki ima na koncu špico. To pomeni, da deluje usmerjeno v smeri špice. Dobro, saj pri teh poldragih kamnih in kristalih je tako, da je potrebno razbrati vse ostale podrobnosti, da sploh znamo z njimi ravnati. Tako, moramo vedno izbrati ustrezen kristal, ker kamena strela na nek način poživlja, ne bo pomirjala. Potem pomeni, da ni za spalnico, ampak je v bistvu za... Ne, definitivno ni za spalnico. Za dnevni prostor. Tako, oziroma delovno sobo. Naprimer, tisti, ki imajo organit doma, kam ga postaviti? Odvisno, kakšen organit je. Namreč, kako je sestavljen in kakšen je njegov namen. Tale, ki ga imate vi konkretno v rokah, je namenjen zaščiti. Pomeni? Pomeni, da ga imate lahko recimo pod pojslo. Zanimivo. Za mirnejše spanje. Mirnejše spanje. In potem ostalo pa pač gledamo samo, kakšen je. Pa damo na primer v prostor. Ali mora, torej, če ima nekdo v stanovanju, je dovolj en organit ali bi bilo dobro, da daš v otroško sobico svojega? Smiselno je imeti v vsakem prostoru svoj organit, ki ima nek svoj namen, odvisno od prostora. Torej, v redu, zaščita za spalnico pri otrocih tudi? Zdaj, pri otrocih je verjetno smiselno spodbujati kreativnost. Ampak neverjetno, ko spijo? Ne, ko spijo, ne. Zato pa? Kaj dati potem v prostor, glede na to, da deluje tako širše? Recimo lahko kakšen roževec. Roževec, zanimivo. Ko počistimo torej pri teh energijah še podpori, ali lahko sami izgovorimo na koncu, ko pustimo, naprimer, ko se ščistimo, da damo še kakšen namen? Je to dovolj ali se to izvaja tako, da pač laiki ne bomo znali? To vedno zaleže do neke mire. Namreč tudi mi, ko izrazimo, bom rekel laiki, izrazimo nek namen, ta misel odda neko energijo,
ki gre v prostor. Zdaj, odvisno pa od tega, koliko smo mi vešči teh manipulacij z energijo, torej koliko lahko mi upravljamo z različnimi energijami, od tega je odvisno dejansko, koliko časa bo ta namen ostal v prostoru in koliko močen bo. Torej, če smo mi rekli, ne vem, harmonija, na primer, Ja. koliko časa bo ta energija harmonije v prostoru in koliko bo močna sploh. Ne? Glede na to, da je oddaja pri koncu, samo še vprašanje, ker prej niste odgovorili, ali moramo iti, če so gledalci v hišah iz kleti gor, ali ni potrebno? Ne, skozi vhod. Skozi vhod pa lahko pač klet Pa vse gor. prostore. Pa vse prostore. Hvala lepa. V Prosim. bistvu, da upam, da sva našim gledalcem podala takšne zanimive informacije. Ne? Verjetno so že tudi veliko vedeli, ampak včasih dobro obnoviti kakšno znanje, vedenje, sploh pa ne zdaj po vikendu, če ste čistili stanovanje, lahko danes izvedete torej še kakšen ritual čiščenja. Danes smo spoznali Santes palčke in pa potem tudi imamo različne zvoke, pač naš gospod je prinesel tole ropotulico, sicer pa imate verjetno tudi kakšen zvonček. Drugače pa lahko pošljete že tudi besedo teden na 6116, glede na to, da lahko izvete, kakšne energije vas sploh čakajo v tem tednu. In tudi kar se tiče naših oddaj, bo zelo poučno, lahko rečem, torej, če smo se danes naučili upravljati samim prostorom in z energijami, pa se bomo v tem tednu posvetili ne le otrokom. Jutri zelo zanimivo, mogoče tudi sami mišični strukturi oziroma našemu gibanju. Imeli bomo klinično somatiko. Verjetno je vam čisto tako vsak dan je iti po stopnicah. Kaj razmišljate o tem ali kako se prepognete? Torej, z jutrišnjim gostom bova govorila točno o tem, kaj bi bilo dobro storiti, kako se gibati in kako ob tem tudi razmišljati. Sicer pa še imate tekom drugega dela oddaje čas, da pošljete torej teden besedo na 6116, 2 prejeti sporočili sta brezplačni in tako lahko vidite, kaj vas čaka. Zdaj pa seveda predajam besedo Lili, ki vas bo popeljala numerološko v ta teden. Pa lep pozdrav. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kako zanimiva tema je bila tole, a ne? Kolikokrat se ne zavedamo, da je potrebno tudi energijsko in energetsko čiščenje. Torej upam, da vas bodo vsi ti napotki spremljali na vaši poti naprej. Moje ime je Lili, mi bomo pa naredili zdaj še numerološki pregled tedna. Prikorakali smo v 4. teden, ki dejansko simbolizira strah, simbolizira naše temelje. Torej, česar vas je strah, prosim, to nekako kar izklopite. Prosila bom režijo, če se izklopi. Hvala. Torej, smo v tednu, ko polagamo nove temelje. Karkoli vam ni všeč, dajte nekako odmakniti, dajte nekako kar izklopiti sami sebe. Veste kaj, te bo se tako zmeniti. V naslednjem tednu lahko vse te skrbi znova se z njimi ukvarjate. V naslednjem tednu lahko znova te strahove obudite. Kaj, če bi se zmenili, da bi jih nekako izklopili? Namreč, v tem tednu bomo zelo prizemljevali energijo in te stvari, ki jih bomo nekako gradili v tem tednu, bodo ostale trajne. Torej, potrudimo čim bolj svoje dvome pustiti ob strani in čim bolj zaupati sami v sebe. Torej, smo v 4. tednu, delamo na sebi, delamo na svoji preteklosti, delamo na svojih temeljih. No pa poglejmo svoje temelje. Kakšni odnosi gradijo vaše življenje? Kakšna čustva gradijo vaš vsak dan? Kaj v bistvu sestavlja vaš vsak dan? Česa bi si želeli več? Imate dovolj časa za sebe?
Imate dovolj časa za tiste stvari, ki so za vas dobre. Danes vam predstavili recimo eno zelo zanimivo tehniko, čiščenje prostora. Si vzamete čas za to, pa čiščenje sebe, čiščenje svojih miselnih vzorcev. Vse to bo imelo v tem tednu malo več učinka kot sicer, kajti sama energija nas spodbuja v tem, da gradimo, da oblikujemo trajno. Torej, tiste stvari, ki se jih boste odločali v tem tednu, boste opazili, bodo imele malo bolj dolgoročen tudi sam učinek. Torej, če ste zdaj za par mej odločili, da boste nehali kaditi, izkoristite tale 4. teden. Če pa vas zanima, kaj vam prinaša tale teden ali mesec januar, ali v katerem osebnem numerološkem letu ste vi sami, vi konkretno, pa pokličite, bomo skupaj pogledali. Številka studija 096363. Potrebujem samo vaš rojstni datum, torej ure rojstva ne potrebujem, vsi tisti, ki niste prepričani, kdaj ste bili rojeni. Nič ne de, torej samo rojstni datum mi boste zaupali, pa bomo skupaj pogledali, kaj vam prinaša tale januar, mogoče vas že Ferbec smatra, kaj vam prinaša februar. Vsi, ki ste samski, verjamem, da vas zanima, ali boste do Valentinovega že koga spoznali ali ne. Skupaj lahko pogledamo. Torej, 096363 številka studija. Mi pa smo prijavili do 4. tedna, ki nas bo spodbujalo tudi, da pogledamo svojo preteklost. Torej, velika verjetnost je, da se bomo ozirali nazaj v leto 2016, da se bomo nasploh ozirali nazaj, da bomo malo dvomili v svoje odločitve. No, pa kot smo rekli na začetku, pustimo dvome ob strani. Bodimo pa previdni. Zdrava kmečka pamet je še kako dobro vodilo. Torej, ko gradimo sebe, ko se odločamo za nekaj, kar vemo, da bo z nami dalj časa, se odločajmo po zdravi pameti. Ampak ta zdrava pamet naj ne vsebuje samo ne, to pa ne. Torej, v tem tednu boste mogoče opazili tudi, da boste bolj nagnjeni k skepticizmu, da boste mogoče malo bolj, bomo rekli, tudi negativni ali preplašeni. Torej, učimo se razlikovati razliko med tem, kaj je biti previden in kaj biti prestrašen. To sta dve zelo različni stvari. Eno je, da smo previdni, kar je pravilno, tako kot pogledamo na cesto, preden stopimo, čeprav je mogoče zelen semafor. Drugo pa je, da si na cesto sploh ne upamo, čeprav ni več nobenega avtomobila nikjer. Torej, to je eden izmed izzivov in obenem tudi dragocenosti ta teden. Poskusite si vzeti vsaj pol urce časa in resnično pogledajte nazaj, kaj vse ste pa že presegli, katere svoje omejitve, katere bomo rekli, strahove ste premagali v zadnjih 2-3 letih. Lansko leto ni bilo enostavno in prepričana sem, da vsak izmed vas je premagal točno določen strah. Če želite, vam pri tem lahko pomagam, lahko mi zaupate svoj rojstni datum, pa bomo pogledali lansko leto. Kaj je bilo tisto, kar ste predelovali v karmičnem obdobju in kaj je tisto, na kar bi še posebej pozorni v tem času za to, da se ne bi ponavljala. Torej, 096363 številka studija, na kateri mi dobite, pa bomo skupaj pogledali vse, kar se v številkah za vas skriva. Pa če vas zanima letošnje leto ali januar ali mogoče karkoli drugega, pokličite, bomo skupaj pogledali, preračunali in napovedali. Torej, 4. teden pa vse nas nekako opozarja, da je prav razmišljati s trezno glavo. Torej, če ste bili morebiti v preteklosti preveč čustveni, če imate občutek, da se niste drznili narediti koraka naprej, je velika verjetnost, da bo v tem tednu ta energija se nekoliko okrepila. Kaj pa zdaj? Biti pogumni. Veste kaj? Število 4, ker simbolizira razum, simbolizira tudi logično razmišljanje. Vzemite si list papirja in si napišite, kaj bi bilo lahko najhujše, kar bi se zgodilo. Potem pa zraven dopišite, kakšne so dejansko verjetnosti, da se bo to zgodilo. Če smo čisto iskreni, krasno, nekdo je z nami. Dober dan želim. Dober dan, Katja, pri telefonu. Dober dan. Mene pa zanima, če mi lahko poveste, kaj me čaka v tem tednu, pa če da prek TV-ja gledam. Ja, seveda, še rojstni datum mi prej zaupajte, prosim. 18.7.1987. Ok. No, kakšno področje še posebej zanima, gospa Katja? Na splošno, Ferbec, ljubezen. Okay. Pa ja, na splošno bi bilo super. V redu. Hvala lepa za vaš klic, en lep teden vas želim, pa se slišiva po televiziji. Enako, hvala ti. Svidenje. Bomo sekundico počakali, da pride gospa Katja do televizije. Torej, letos ste v osebnem letu 7. Ogromno stvari se boste naučili o sebi, o svetu, o življenju. Ogromno stvari boste tudi pri sebi spreminjali. Zelo pomembno je pa tekom celotnega meseca, da ste čim bolj odločni in da dejansko izločate stvari iz življenja, ki ne funkcionirajo. Na vas vpliva število 8, kar pomeni, da dejansko vas bo spraševalo, ali to učinkuje, ali dosegate želene rezultate v
doglednem času. Velikokrat namreč vztrajamo predolgo ali pa mogoče celo prehitro odnehamo. Torej, glede na to, da lansko leto je bilo leto, ki je bilo za vas nekoliko bolj naporno, ko govorimo o spoznavanju sebe, letos narediti nekako inventuro. In zdaj v 4. tednu vas bo življenje testiralo predvsem na poslovnem področju sicer, bo pa, ko govoriva o ljubezni in o čustvih, prineslo določene dvome znova na plano, kar je super, ker pomeni, da boste lahko pogledali, aha, tukaj imam še določen dvom, določen vzorec, tukaj na temu lahko še delam. In glede na to, da na vas v tem trenutku deluje število 8, id v svojo notranjo moč. Kaj je tisto, kar vas notranje krepi? Na ta način boste potem premagali kakršnekoli zadržke, dvome, strahce in take stvari na ljubezenskem področju, kjer pa dejansko tudi krepite občutek varnosti. Torej, ko govoriva na splošno o čustvenosti, ko govoriva o odnosih, tudi prijateljskih, predvsem se bodo v tem tednu pokazali tisti odnosi, kjer se znotraj njih vi počutite varne in pri tistih osebah, kjer jim vi dajete občutek varnosti. Na splošno pa bo letošnje leto tako zelo odločno leto za vas. Veliko manj energije bo šlo za to, da boste vzpostavili avtoriteto, bom tako malo bolj enostavno povedala. Torej, ogromno energije bo šlo v to, kdo ste, kaj ste, in zaradi tega bo tudi avtomatsko določene stvari, s katerimi ste mogoče si belile glavo še lansko leto, avtomatsko odpadlo. Tako da izkoristite tale teden predvsem za to, da se vprašate, kaj deluje, kaj ne, kaj učinkuje, kaj me pripelje do tja, kamor želim iti in kaj ne. In boste videli, da boste imeli proti koncu tedna veliko več energije, ker se boste ukvarjali s tistim, kar je dejansko pomembno. No, da hvala lepa za vaš klic, dragi gledalci, če vas podobno zanima, kaj vam prinaša tale teden, ali mogoče že naslednji mesec ali letošnje leto. Mogoče vas Ferboc smatra, kaj se skriva v vašem imenu, v vašem priimku. Korajžno pokličite 09063633 številka studia. Bomo si skupaj ogledali, kaj vse imajo števile za povedati o vas. Mogoče vas zanima tudi, kako izbrati najbolj primerno PIN številko za svoj tekoči račun. In zelo veliko vprašanj dobivam tudi, ko vidite zaporedna števila, se pravi, ali pa ponavljajoča se števila. Recimo na uri ali na registraciji ali na določenem datumu, mogoče vedno znova opazite določeno število, ko hodite, pa opazite hišno številko, mogoče stran v časopisu, v knjigi. Vse to so pravzaprav sporočila. Če vas zanima, kaj vam želi življenje preko števil povedati, torej korajžno telefone v roke, 09063633 številka studia, bomo skupaj dešifrirali, kaj vse to pomeni. V 4. tednu bomo namreč vsi malo več razmišljali, zato uporabimo energijo števila 4 ravno zato. Za logično razmišljanje smo rekli, koliko je sploh možnosti, da se bodo naši strahovi v tako grozni obliki uresničili in kako lahko to preprečimo. Namreč razmišljamo čim bolj dolgoročno, probajmo predvideti, kaj se bo zgodilo in kako bi temu lahko nekako prekrižali pot. No, za vse tiste, ki pa niste dovolj korajžni, da bi poklicali v studio, pa si dajmo pogledati, kako lahko svoje vprašanje pošljete kar preko SMS sporočila. Vaša prihodnost. Prišel je čas, da vzamete usodo v svoje roke. Astrologija. Numerologija. Vedeževanje. Ne veste, kako bi se odločili, katero pot bi izbrali. Boste uspešni? Ljubezen, denar, kariera, sreča. Skupaj ustvarjamo vašo prihodnost. 6116. Odgovori na vsa vaša vprašanja. Pošljite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Torej, za vse tiste, ki imate kakršenkoli zadržek in v tem trenutku morebiti ne morete poklicati, zakaj pa ne bi svojega vprašanja postavili preko SMS sporočila. Prijadrali smo v 4. teden, vsi bomo gledali tiste svoje temeljne vrednote, vse tiste stvari, ki nas nekako gradijo, pa če nam to všeč ali pa ne. A veste, število 4 ne bo reklo, ja, pišanček, bi se ukvarjal s tem, ampak bo po vsej verjetnosti pritegnilo na plano ravno tisto, s čimer se mi ne bi želeli ukvarjati. Torej pa naj gre za vaše počutje, naj gre za čustva, naj gre za odnose, naj gre za način komuniciranja, naj gre za karkoli, kar je gradnik našega življenja, to bo v ospredju.
Kako to okrepiti, kako se prizemljiti, kako sebe okrepiti. Vprašajte se, ali se počutite suverene, se počutite stabilne, kateri odnosi v življenju vam nudijo varnost, v katerih odnosih se vi počutite varne, ki bi si želeli več varnosti in kako bi lahko ta občutek okrepili, dosegli in spremenili. Vse to so vprašanja, ki jih lahko kar takoj zdajle zastavite našim SMS svetovalcem. Številka je 6116, prva 2 odgovora vam bodo poslali do konca oddaje pa brezplačno, če boste dopisali ključno besedo teden. Jaz vam predlagam, da najprej napišete teden in potem svoje vprašanje, da ključne besede ne pozabite. Torej do konca oddaje vam prinese ta ključna beseda prva 2 odgovora brezplačno, ker ste naši gledalci, zato je ne pozabiti dopisati. Vprašate pa lahko seveda tudi karkoli drugega, tudi če ni vezano konkretno na ta teden. Mogoče ste v določeni situaciji, pa se vam zdi, da se energija celo bolj komplicira, kot ne, vas zanima, kako se bo izteklo, kako se obrniti in tudi kdaj se zadeve lotiti. Zelo pomembno je tudi, da vemo, kdaj je pravi čas. In glede na to, da število 4 sicer simbolizira gradnjo, ni pa nujno tudi najbolj ugodno obdobje za večje spremembe, za hitrejše spremembe. Torej, vsak izmed nas je v svoji dani unikatni situaciji, verjamem, da tudi vi. Če vas zanima, kdaj bo pravi čas za vas, torej pozanimajte se pri naših svetovalcih. 6116 je številka, na katero boste poslali svoje vprašanje. In če boste dopisali ključno besedo teden, vam bodo prva 2 sporočila oziroma odgovora podarili. To velja samo do konca oddaje, torej ne odlašajte predolgo. Vsi tisti, ki razmišljate o odprtju svojega posla, teh vprašanj jaz kar veliko dobivam, kdaj je najbolj ugoden čas. Tale teden je izjemno ugoden, da načrtujete to. Se pravi, kakšen bo naziv, kako se boste organizirali, logistiko in tako naprej. Če vas zanima, kdaj pa je tisti dan D, ko je najbolj ugodno, da registrirate svoj lastni posel, pa lahko tudi tu že zdaj vprašate naše SMS svetovalce. Kot rečeno, številka je 6116. Ključna beseda, ki vam bo do konca oddaje prinesla pa prva 2 odgovora brezplačno, pa je danes teden. Priporočljivo je, da vnaprej tudi napišete že svoje rojstne podatke, da bodo naši svetovalci že kar pripravili vnaprej izračune. Vprašajte pa lahko, kot smo rekli, karkoli. Še enkrat ponovimo številko 6116 in ključna beseda je teden. Jo bomo še ponovili do konca oddaje za tiste, ki se nam bodo pridružili kasneje. Vse nas bo 4. teden spodbujal k temu, da načrtujemo. Torej, naredite si razpredelnico, kakšni odnosi gradijo vaše življenje, kakšno je vaše počutje, kaj bi želeli spremeniti. Ko govorimo o službi, ko govorimo o domu, ko govorimo o čemarkoli, napišite si čim več različnih področji, česa bi se želeli naučiti, kaj bi si želeli izpopolniti, zakaj bi si želeli, da bi imeli več časa, mogoče vam vedno znova zmanjkuje čas za sebe, ali za rekreacijo, ali za iti v kino, ali za iti na izlet, ali za energetsko čiščenje prostora. Danes smo se obilo koristnih stvari naučili. Torej, ogromno različnih področij v življenju imamo, katerim včasih ne namenjamo dovolj časa in samo en stari dobri urnik, tako kot smo ga imeli v osnovni šoli, bi nam lahko pomagal. Včasih je že tistih 5-10 minut na dan popolnoma dovolj, kajti ko seštejemo 5-10 minut na en dan, 2 dni, 3 dni, cel teden, se kar nabere nekaj časa. Sploh, ko recimo govorimo o afirmacijah, o čiščenju, o vseh takih drobnih, a zelo koristnih navadah. Kako bi to lažje upletli v svoj vsak dan, lahko vprašate tudi naše svetovalce, katera bi bila najbolj primerna afirmacija za vas mogoče in tako naprej. Torej, uporabite domišljijo in čim bolj zanimivo vprašanje pošljite na 6116. Do konca oddaje prejmete prva 2 odgovora brezplačno, če dopišete ključno besedo teden, smo rekli. Kako bi pa zdaj izločili strah iz tega 4. tedna? Prej smo rekli, pa se bo resnično tako zelo grozno izteklo. Rekli smo, lahko se tudi potrudimo preprečiti zadeve, ki se nam zdi, da se nam lahko zgodijo. Kaj pa je tako groznega, če se resnično to zgodi? Denimo, da si nekomu ne upamo nečesa povedati, zato ker nas je strah, da se bo z nami skregal. Kako bi to lahko preprečili, kako bi lahko na čim bolj prijazen način izrazili to, kar imamo za povedati, sploh, če se bojimo, da bo nekdo potem na smrt užaljen in z nami kar skregan. Kako bi lahko to preprečili in ali je to tako zelo grozno, ali je ta oseba resnično naš prijatelj ali prijateljica, če ima tak odnos do nas. To malo zveni kot izsiljevanje, ali bo po moje, ali pa nič. In potem bodimo seveda tudi iskreni do sebe, in si priznajmo, če se mi kdaj tako obnašamo. Torej, v tem času bo tudi zelo veliko autorefleksije možne. Našega pogleda v preteklost, našega pogleda v sedanjost. Torej, izkoristimo tale 4. teden, da se umirimo,
Saj vem, da vsi napovedujemo hitre premike naprej, ampak vmes je kar v redu, če si sem pa kaj vzamemo malo časa za sebe, se umirimo, pogledamo v sebe, se nekako osredinimo, zadihamo in potem postavimo svoje prioritete mogoče malo drugače. Tako kot smo prej govorili s gospo Katjo, včasih ne vidimo kakšnih stvari, kjer nam energija odteka. Se tega ne zavedamo, dokler se ne umirimo. Če podobno vas zanima, v kakšno obdobje ste prišli, katero število vpliva zdaj na vas, na kaj biti pozorni, predvsem v tem 4. tednu, katero področje je tisto, ki bo zahtevalo malo več vaše pozornosti, pokličite, bomo skupaj pogledali. 090 61 61 je številka studia, potrebujem samo vaš rojstni datum, ure rojstva ne potrebujem, da bi skupaj pogledali točno kaj, katero število na vas vpliva zdaj, kje lahko pričakujete, da bodo določeni strahci prišli na plano in kako jih kar nekako prehiteti. Torej, govorimo o prioritetah, govorimo o vrednotah, govorimo o pravi vrednosti poštenega dela, marljivosti, tiste lastne odgovornosti. Torej, v 4. tednu se lahko vprašamo tudi, kje sem lahko bolj zagnan. In če recimo opazimo, da določena zadeva nas je zelo pritegnila v preteklosti, izjemno nas je zanimala, pa zdaj nekako zvodenela, je tudi prav, da se tega zavedamo. Denimo, da ste se odločili učiti francoščino. Na začetku vam je bilo super, ste hodili 2-krat na teden, domačo nalogo ste naredili, knjige ste brali, filme ste gledali, zelo ste bili zainteresirani. Če je ta interes pošel, ni nič narobe s tem, da mogoče odnehate. In dober dan želim. Dober dan, Polona pri telefonu. Dober dan. Mene pa zanima, kako kaj kaže v tem tednu, če bojo kakšne novosti. Aha, rojstni datum bi prosila, gospa Polona. 28.8.91. Naj kakšno področje še posebej zanima? Ne, kar nasplošno. Ne? Okej. Lejte, tako bova rekli. Letošnje leto je za vas osebno leto 9. Prva polovica leta vas moramo opozoriti, da bo malo naporna. Je pa res, glede na to, da imate vi 2 devetki v rojstnem datumu kar skupaj, bo pa celotno leto za vas ugodno. Se pravi, to bo energija, ki jo poznate. Prinaša vam zdravljenje, prinaša vam mogoče tudi občutek spuščanja. To zdaj govoriva za celo leto. Tako da določene stvari, če se vam zdi, da jih je treba na silo delati, jih dajte spustiti. Ali gre za odnos, ali gre za navade, ali gre za službo, za karkoli. Čim boste imeli občutek, da morate nekako poriniti naprej, probati spustiti, pa počakati, kaj se bo nekako izkazalo. Mesec januar je pa za vaš mesec 1, se pravi, takoj zdajle na začetku leta bodo pa določeni novi pogledi prišli. Se pravi, 4. teden zdajle izkoristite za to, da določene stvari iz preteklosti, ki imate mogoče občutek, da vas zavirajo. Veste, vi imate tudi 2 osemki eno za drugo, izjemno močna oseba, ste rada, ste aktivna, rada ste nekako v pogonu. Malo opazujte, kateri odnosi, katere navade, katere stvari v življenju vas morda nekoliko zavirajo, da niste tako zelo učinkoviti in tako zelo notranje močni, kot bi lahko bila. A veste, včasih imamo v svoji bližini kakšne osebe, ki so izjemno negativne in če jih videvamo vsak dan, se tam kar mal na nas nalepi ta energija. Tako da bi čim bolj pozorna, kje dejansko vam energija upada. Sploh ta teden bo to zelo opazno. Potem pa dejansko te stvari nekako sanirati. Bo pa mesec januar v temole letu obdobje, v katerem boste na drugačen način začela dojemati stvari in velika verjetnost je tudi, da boste na drugačen način začela razmišljati. Se pravi, zdaj, ko govoriva o 4. tednu, mogoče ne bi bilo več, če bi si kar zapisala, kje v življenju imate občutek, da ne napredujete tako hitro, kot bi si želela. Kje imate mogoče občutek, da ste ujeta. Če je kjerkoli, kakršenkoli odnos ali pa situacija, da imate občutek ujetosti, se bo to v 4. tednu toliko bolj izkazalo. Se pravi, čim bolj oprezati za tem občutkom, da ne morete iti naprej, da ne morete dihati, da niste svobodna, da ne morete biti vi. In potem probati delati na temu, ker je januar za vas mesec 1, to pomeni, da bo ogromno nekih novitet. Mogoče se te stvari, ki je bilo mogoče 30 let na nek način funkcionirala, zdaj pa končno lahko drugače lotite. Včasih pač res, tudi če gre za kakšno drugo osebo, ko govorimo o odnosu, včasih druga oseba potrebuje določen čas, da se spremeni, da dozori, da mogoče tudi nas drugače dojema. Tako da kjerkoli bi se počutila, da nimate dovolj prostora, da ne morete sebe izražati, v tem tednu probati nekak drugačen pristop ubrati. In boste videli, da bolj, ko boste v tem tednu vi samostojna, pa vi gledala na sebe, lažje bo potem se sama
sama energija postavila na svoje mesto. Zdaj za opozoriti je, da v tem tednu energija ne bo tako hitro tekla kot sicer znotraj meseca, ampak se bo pa usedla na tista prava mesta. Bolj, ko boste vi prisluhnili tistemu, kar si vi želite, prej bo energija sledila. To ne pomeni, da ste sebični, to samo pomeni, da so trenutki v življenju, ko moramo resnično presoditi, kaj je del našega življenja, pa našega poslanstva, pa naših želja in kaj ni. Včasih rabimo to čistko. Zdaj pa glede na to, da vi ste v letu 9, bo kar veliko te čistke letos. Se pravi, tiste stvari, tudi če se denimo kar naenkrat, zdaj govoriva tekom leta, ne samo tekom tedna, nekdo od vas odmakne. Pomeni, da vajini energiji nista šli skupaj. Mogoče čez mesec, 2, 3 boste znova skupaj, ampak v danem trenutku to za vas ni dobro. Ker na vas letos vpliva 9, govoriva o obdobju, ko življenje tudi samo malo čistke naredi in dejansko samo odstrani tisto, kar za nas v resnici ni dobro. Ko mi včasih tudi, vsi smo krvavi pod kožo, bom rekla, včasih tudi ne znamo pravilno presoditi, kaj nam koristi in kaj ne. Tako da načeloma sam mesec januar vam bo prinesel ogromno neke svežine, nekih novih idej v samem obdobju zaključevanja. Tako da čim manj se oklepati česarkoli, spustiti naj gre, pa čim bolj bodite v mesecu januarju odprta novitetem, se pravi novim osebam, novim idejam, novim pristopom, novim načinom razmišljanja in to potem nekako v te temeljne 4 temelje svojega življenja v tem tednu nekako vplest. Naj kakšno področje še posebej zanima mogoče? Smo rekli, da ne splošno, a ne? Okej, v redu. Okej, v redu, najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam, lep dan, nasvidenje, srečno. Takole, dragi moji, vidimo, da v številkah se marsikaj skriva. Naš rojstni datum je taka zakladnica podatkov o nas samih. Če vas zanima, kakšna je razlaga vašega rojstnega datuma, tako imenovanega števila življenjske poti, gospa ima zelo močno kombinacijo 2 8, pa potem 2 9 zaporedno, se pravi, je osebnostno zelo, zelo močna. Če vas zanima, kaj vaš rojstni datum pove o vas, številka studije 090 6363, bomo skupaj pogledali. Mi vsi pa bomo nekako gledali svoje temelje v tem času. Torej, ozirali se bomo v sebe, zdaj pa pogledamo, kako vam lahko pri tem pomagajo naši SMS svetovalci. Prisrčen pozdrav. Z vami sem astrologinja Teodora. Nova ljubezen. Ne veste, kako vama bo šlo? Sta že dolgo v vezi, pa nista prepričana, ali sta prava za skupaj. Tehnica in strelec. Kako dobro se ujemata? Preverite pri svetovalcih na 6116. Pošljite SMS Astro in vajini horoskopski znameni na 6116. Dobili boste odgovore na vsa vaša vprašanja. Smo v 4. teden, v letu, ki nam obeta ogromno novih začetkov, novih poti, novosti. Kaj ne bi bilo modro, vse to, kar ne potrebujemo, vse to prtljago, vse to preteklo, vse te neke strahove in dvome nekako odvreči sebe. To ni tako zelo enostavno, seveda, da ne, sploh če smo na določen način nekako navajeni razmišljati in se odzivati, zato pa vam lahko pri tem pomagajo naši SMS svetovalci. Verjamem, da za kakšna taka prav osebna vprašanja se ne počutite najbolj varno poklicati v studio, zato pa vas zdaj že čakajo naši SMS svetovalci. Opišite situacijo, kjer se počutite ujeti, kjer se počutite, da vas je strah, da si ne upate povedati, da si ne upate spremeniti, da si ne upate pokukati z noskom skozi okno ven. Opišite to situacijo, pošljite jo našim SMS svetovalcem, zraven dopišite svoj rojstni datum in ne pozabite pisati ključne besede. Danes, če boste dopisali ključno besedo teden, do konca oddaje vam bodo naši SMS svetovalci poslali prva 2 odgovora brezplačno. Torej, jaz vedno pravim, najbolje je, da napišete takoj na začetku, da potem ne pozabite, sploh če gre za kakšno tako vprašanje, ko opisujete situacijo, ko opisujete odnos, mogoče v določenem odnosu, pa naj gre za partnerja, za določeno prijateljstvo, za mogoče službeni odnos, za mogoče odnos s tečnim sosedom, s komarkoli se počutite, da vas to vse bolj moti, vse bolj utesnjuje. Poprašajte, kako se tega loti ta teden. Ne pozabimo, da ta teden oblikujemo svoje nove temelje, torej bomo to veliko lažje spremenili in na to vplivali. Naši SMS svetovalci vam pri tem seveda lahko pomagajo, lahko tudi zgolj poferpcate, na katerem področju bo to število 4 najbolj vplivalo za vas, pa jih boste vprašali, kaj se mi obeta v tem tednu, na kaj moram biti pozoren v tem tednu, kje je prav, da sem bolj odločen v tem tednu in ker seveda
Dve osebi si nista enaki, mogoče sodite v tisto peščico ljudi, ki pa je bolj primerno, da ste umirjeni v tem tednu in da spremembe njim počakate. Vse to lahko takoj zdaj vprašate naše SMS svetovalce, kar odtipkajte lepo medtem, ko se mi pogovarjamo o 4. tednu, svoje vprašanje, pošljite ga na 6116 in dopišite zraven ključno besedo teden. Prva 2 odgovora boste tako prejeli kot darilce. Kjer boste dopisali ključno besedo teden, bodo naši SMS svetovalci vedeli, da zdaj spremljate našo oddajo in vam bodo prva 2 odgovora podarili. Število 4 simbolizira tudi občutek krivde. Velikokrat ne znamo sprejeti, velikokrat imamo občutek, da moramo takoj nekaj povrniti, velikokrat imamo občutek, da smo vsega mi krivi, da si ne zaslužimo, da nismo dovolj dobri. Vsi ti občutki v taki ali drugačni obliki se bodo malo bolj okrepili ta teden. Nič se bati, okrepili se bodo zato, da jih boste lažje prepoznali in spremenili. Spremenili boste pa najlažje s svojimi prirojenimi darovi. Zato vedno radi numerologi pogledamo tudi število življenjske poti. Če ste opazili, jaz se vedno poglobim zraven še v rojstni datum. Če vas zanima, katere vaše vrline vam lahko v tem tednu pomagajo, pokličite, bomo skupaj pogledali, 090636 številka studia. Sicer pa kot rečeno, naši svetovalci so vam na voljo. Dober dan želim. Pozdravljena, gospa Lili, tukaj je Mojca. Dober dan, Mojca. Jaz bi pa prosila, če bi mi povedala, v katerem numerološkem letu sem in kako mi kaže počutje in čustva v februarju in marcu. Dobro. 1.7. 39. Zdaj bova tako rekla, tudi vi ste v osebnem letu 9. Prva polovica leta na splošno bo malo bolj čustvena. Se pravi, ko zdaj govoriva o počutju in o čustvih, je velika verjetnost, da bo mogoče tudi malo bolj naporno. Ampak ker smo iz podobnega leta mi že prišli, to pomeni, da ne bo slabše. Dejansko določene stvari se bo samo zdelo, da so se še vedno malo zavlekle v letošnje leto. Ko gledam vaš rojstni datum, ne biti prestroga do sebe, naslanjati se pa na to, kaj vi v svojem srcu čutite kot resnico. Zdaj, predvsem, ko govorimo o odnosih, velika verjetnost je, da boste opazili, da mogoče do vas nekdo ni iskren, ni nujno, da vam ta oseba želi lagati, mogoče samo ne zna prepoznati. Zdaj, jaz, ko gledam vaš rojstni datum pa samo obdobje, zelo ste senzibilni, zelo hitro zaznate, kadar energija ni v ravnovesju, kadar nekaj ni prav, kar začutite, da nekaj ni okej. Mogoče ta oseba še ni prišla do vseh odgovorov in ji mogoče lahko pri temu pomagate. Tako da za vas osebno pa mesec februar bo mesec odnosov in komunikacije, ko se bo predvsem spreminjal vaš odnos do vas. Se pravi, kako lahko vi na sebe malo drugače gledate, kako lahko vi svoj notranji dvogovor spremenite. Mesec april pa potem obdobje notranjega otroka, kreativnost, kako lahko sama do sebe ste bolj nežna, bova rekla celo mogoče materinska. Tako da letošnje leto nas splošno prinaša ogromno zdravljenja na vseh področjih, bo pa malo bolj čustveno leto. Tako da srček bo bolj delal tiki-tiki. Morala bi se odločiti februarja ali marca za operacijo roke. Karpalnega sindroma, kaj mi po številkah bolj pomaga? Bolje marec. Definitivno marec. Ok, hvala lepa za vaš klic. Mi bomo držali pesti, da bo vse v redu, tako kot mora biti v mesecu marcu, pa en lep teden vam želim. Enako, srečno. Hvala lepa, gospa Mojca, nasvidenje, srečno. Takole, dragi moji, naša oddaja se bliža koncu, na hitro vas spomnim. Nekaj sekundic imate še časa poslati svoje vprašanje na številko 6116. Ključna beseda je teden, tako boste dobili prva 2 odgovora brezplačno. 4. teden je tukaj, določene strahove bo znova obelodanil, določene stvari iz preteklosti nas bo znova opomnil. In to je fajn v bistvu, ker jih imamo zdaj možnost spremeniti. Možnost imamo spremeniti svoj pogled na stvari, možnost imamo na novo zgraditi svoje temelje. Torej, vzemite si vendarle dovolj časa za sebe, da prevetrite svoje razmišljanja, da si napišete svoje cilje, da pogledate, česa vas je v bistvu strah in zakaj. Največ verjetnosti je, da boste prišli do neke situacije iz preteklosti, izpred 10, 20, 30 let nazaj, ki v tem trenutku resnično več nima vpliva na vas, ampak notranj imamo pa še kar malo tak čuden občutek, ki smo malo v krču. Torej, spusti naj ta krč, dovolite sami sebi zadihati, po drugi strani pa,
Če ste zelo, zelo nemirni, se vzemite v tem tednu čas za to, da se umirite. Veliko bolj bomo prizemljeni, da rečemo, z nogami na tleh, lažje bomo logično razmišljali. Torej, ko govorimo o dolgoročnih planih, o dolgoročnih odločitvah, boste lažje v tem tednu presodili, ali nemara bi se odločili za kredit, recimo, za vse take stvari, s katerimi se boste zavezali za dalj časa. Te stvari so v tem tednu na tapeti in naše fizično telo. Torej, tik ob koncu oddaje naj vas opozorim še na to, število 4 simbolizira fizično realnost, torej piti več vode, počivati, se razstrupljati, prisluhniti svojemu telesu, kaj potrebuje, kakšne hrane si želi. Pa to ne pomeni, da boste potem nezdravo hrano jedli, to pomeni, da boste prisluhnili tako dolgo, da boste slišali tudi kaj podobnega jabolko, pomaranča, solata in podobno. Torej, v tem tednu postavimo take temelje, ki so za nas dobri, zdravi, kvalitetni in ne nazadnje tudi ljubeči. Torej, nikakor ne pozabite na to, da je prvi sestavni del teh 4 temeljev ljubezen do sebe. To ne pomeni, da ste sebični. To pomeni, da sami do sebe gojite zdrav odnos. Dragi moji, hvala lepa za vašo pozornost in čudovit 4. teden vam želim. Imejte se radi in pa.